te stvari obdela, te, ki jih noben noče. Tako. Pa glih prav zoprene za ta del. Če je res, ampak ne, je pa saj orang tle, ne. Ja, je good guy, ampak je pa, ko se pa odloči, se pa zapiči v stvari. Točno to. Kva pičmo? Pa dajmo, ne? Čak, daj bom še intro preklopil, ne, tole špico. Špica, ne intro, špica se reče, mater. 15 epizod narobe govorim, dajmo intro. Intro je prav, kaj? Sej intro, pizda. A je katero špica, tako... musko, ne, ono, kaj je vmes. Kaj? Ja, musko, to mislim, ne, to je... Ja, špica je pred introm, ne. Tako da, dajmo špico. Kar je res, daj špico. Jaz se nastišam, to bi mogli kakšna muska biti. Boja, pa kako zmontiral. Mislim, da imaš že pripravljen kaj kafe. A ja, ne. Če se presenečen je bilo. Ja, ok. To bi bilo pa preveč profil. To bi bilo zdaj le mroči. Zdravo! To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In občasno tudi o štoparskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast v podcast predvajalniku ali predvajalnici, podprite nas na Patreonu ali Paypalu in povejte še komu za nas. Na obrežjih smo posod afna, opravičujemo se. Ekonomsko-prijateljski program. Pelicon.bir. Koda brez panike, 10% štoparski popust. Arbiža.si, dol bicikl gre kar sam, gor pa pelje šatl čist vsak dan. Hehe. Ja, mi pa pojdimo spet nazaj v preteklost. Zato, ker je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Ja. Prejšnja epizoda je bila tako kratka, da če bomo zdaj še enkrat povedali, bomo imeli zdaj dvojno. Skratka, unedva sta spet Triljan in Zaphod sta na belem srcetu, Zarni v obteži. Pa ni jih fasul. Pa ni jih fasul, ja. Čeprav sumo, da bi jih Zaphod mu mal, ne, kakšno bude solo, ne. Ja, no, zihar ga že mal srbi, ne, ampak... še zmeraj pa zatežen pač neki. Ja, se je nekaj odločil in zdaj bo to spelo do konca. Kar je treba občudovati, ne, konc koncev. No, veš, ima cilj, ne, človek. Ja, on ima misijo, ja, tako da to zihar. No, okej, če pa to nakratko to, pa dajmo zdaj opozorilo za Kvarnik in pojmo v 28. poglavje druge knjige. Zanimivo je, da štoparski vodnik kot knjiga nima nekaj zapovedati, veš, o vladanju, ne? Ker to je zdaj ta poglavje en tak pasus, kjer avtor malo pove o eni temi, ki se reče vladanje, ampak ponovadi je uporabil to, ne, skozi prizmo štoparskega vodnika, ne, kako, a veš, kaj je takrat o alkoholu razložil, tako, pač kaj je. Tako je. Pa še vmes je bilo ena par stvari. Zgleda, da je vladanje manj pomembna tema kot alkohol. Jaz bi rekel, da je to pač itak ta, kako bi rekel, čez to prizmo gleda to. Jaz bi rekel, da je to še zmer bi rekel štoparski vodnik to pravi. A ja, no seveda, ja, veš, v bistvu, recimo, ne, če si kdaj hodil po svetu, ne, pa si ne vem, v naših časih, da spet povemo, koliko smo stari, si šel v trgovino kupiti Lonely Planet, ne. To je bila ena taka špehnata knjiga, no, razen če si šel v Vatikan. Je bila ena tako ful debela knjiga, ki je noter, so bili res pomembni podatki, po katerih si se... Ampak jaz se res o vladavi, a veš, da bi kje pisali, ne vem, kdo je vladal v tisti državi, ni bilo, ne, kje je za jest, kje je za spat, kje je kaj dobrega popit, kam se daje džurat, pa kvaj za videti, ne. Kvaj za videti, malo te kultura, pa ono. Ja. O samu, ne vem, recimo,
Vse so bili tudi Ne, saj so- podatki o državi, ampak mislim, da ni Tako. bilo. Mislim, Tako, da ni- število prebivalcev, Tako, ja, koliko je Ne, kjer so- vere so tudi imajo, kilometrina So ja, tudi, vse skupaj, so tudi ampak- povedali, kaj je, mislim. Recimo, če je kaj, a veš, recimo, če si se mogel v muslimanskih državah, si se mogel zakriti. Pa take stvari so tudi povedali. To so, ja, sam nisem pa nič povedal o povedali so tudi, trenutnih, Mislim, a da veš, so ne, to pa ne, valjda, Kdo ker to, veš, ne vlada? moreš- Škaj po Ne, mojem to bi pa ne mogel moreš full povedati, ne. edicij menati, a veš, tam Ne, pa ne vem. vse so se menjale, ne se je bila v bistvu, po mojem, da je bilo to vsak let na nov izdan. Ne, se, a veš, ti si ga recimo, Odvisno ne od vem, jaz sem kje. si zmeram v knjižnici, ki je bil v knjižnici bil 5 let star, ne. Ja. Pa sem si ga pol recimo sposojal, ker se mi je zdelo, ne vem, tako nesmiselno kupiti za ne vem, 3-tedenski potvajne, Ja. ne vem, novega ali pa kakorkoli, ne. Pa si s tistimi podatki lahko nekaj pomagal, ne, ampak ni bilo nikjer, po mojem, ni bilo navedenega podatka, kdo vlada državi. Ne, v to ne je katero si itak. Ne. šel. Povedali so sam pač, da je to, ne vem, je monarhija, pa to je bilo, ta, veš, ne, Ja, te splošna kartica. General kako bi rekel, info. države. Ja. Tako ja, a veš, ne vem, je demokratična monarhija ali karkoli že, ne, ni pa nič govorili o tem, kdo vlada, pa kdo je. Ne, Tako. kdo trenutno. Razen mogoče, a veš, a se spomnim, a veš, če je bilo kakšno taka, recimo, tako, ka ne vem, a veš, Putin, ki je zdaj že, ne, koliko časa, že milijard let. Ne, veš, bi mogoče želel, da v bo Rusiji to knjigo, piše, ko on ne. bo do konca. Ja, se itak da bo, ne. Mislim, a veš, Ne. si, če recimo nekdo pride v Slovenijo, ne? Mislim, a veš, a njega res boli kurac, a vlada Janez Janša ali Marjan Šarc, ne? Ker Je, ne valjda je vem, mu on vseeno bo to, to itak, ni pomemben podatek. on ima to srečo, da čez 3 dni šel odkle. a veš. Ali pa čez 3 tedne, isti šmoren. Lucky bastard. Tako da, njemu je res vse. Ja, valjda, da mu je vseeno, itek boli ga sandele, kot si rekel, On je ki je vi- fajn on za je popiti, pa videl- za pojest, pa Ja, on je videl Bled, je Pa Bled. videl Portorož, Ja. Postojnsko jamo in piči dalje. ne. tako. Ja, to je to, ja, v bistvu za Lonely Planet. Štoparski No. vodnik po Evropi, kjer je Douglas dubo idejo, pa tudi nima teh stvari. Ne, ziher ni za vsako državo posebej pisalne. Kaj? Ja, kdo bi vladal? Ne? Ne, tam je pisal sam na katerem križišču, moraš iti, a veš, na teh. V bistvu, da je pisal tudi za avtoceste, kar je zanimivo, ne, ker zdaj se ne štopa več, to je bilo, ne, spet. Ja, ja. Jaz sem imel štoparski vodnik po Evropi v rok, ne zadnje, ker sem hotel iti v Amsterdam, pa pač nisem prišel. Ampak sem vedel, kje v Minhnu se moram postaviti, če bi prišel do Minhna. Aha, no, Ja. so bili tudi na sveti za štopare. Ne, sami nesveti Ja. za štopare so bili. Prav si vedel, kje se v Minhnu postaviti, če hočeš iti proti Amsterdamu, ali pa za Berlin je bil drug, so bili drugi punkti, ta boljši. Odlično. Tako da je- Še enkrat treba povedati, da smo mi že kar, ne. Zdaj Ne, bo, samo starejši. to, zdaj bo kako- ljudem jasno, zato ker štoparskega vodnika po Evropi se niti sposoditi ne da več, ker je, Ker ga ni več. ker ga ni več. Razen mogoče Šita sem kakšni ga mogoče jaz antikvariat. Kaj? Kažem, kakšen mogoče antikvariat ga najdete, ki je verjetno, bi rekel, Ja. če to še to drži. A veš, kot ne, a veš, neki zanimivost. Ne? To bi pa res rad videl še enkrat, mater vola. Bom pogledal, če ne v kakšnem antikvariatu ali pa kje. Bom Če jaz pa- zdaj gledal, malo bom gledal pa kakšni bušjaki, zdaj sem bil lih na Mariborskem, ki je kar velik. tako da Ja, pa eden je dober. Ne? bom Je hud je. Cool. Fest je. No, dej pogled, jaz bom pa pogledal v Bom. antikvariatih, pa na Bolhi, tam je tudi veliko stvari. Res je. Drage poslušalke oziroma poslušalci, če pa imate vi kakšno kopijo štoparskega vodnika po Evropi odveč, pa ne, hvala za se ribe, afna z vplcom. Ker smo pa glih pri tem še zmeraj iščemo dve teli vezani bukeljci. Res je. Ja, tako da, mislim, vezana štoparca, čeprav so sam ne, v 4 delih, ampak bo v redu. No. Ker smo pa glih pri tem, draga založba Pivec, dajte prosim trilogijo v 5 delih v trdi, kako se reče temu, Trdo vezano. trdo vezano. Trdo vezano. Biblična vezava z zlatimi črkami, samo brez panike. Tako sam predlog. No. A veš, to bi bilo res fajn. To bi šlo. Lahko tudi omejeno serijo 3 izdate, pa nam date. Tako. Predo podpišem. Šteje kje. kot donacija. Ja, šteje kot donacija. donacija. seveda, Če ja. boste pa Ni več, Tako. treba evrov pol nakazovati, ne bomo nič hudi. Lej, nekajšno se tudi podpišemo, če vam kaj to pomaga, lej, če želite. no, lahko pa naredimo omejeno serijo s podpisi za vse poslušalke in poslušalke našega podcasta. Tako da, evo, Tako, mogoče, evo. ne, Evo. nadgradimo to idejo. Sinergija.
Torej, založba Pivec, ne, žogica je v vašem kotu, ali kako se temu reče. Če nas poslušajo, če ne pa mail poslal, Seveda vse v nas redu. poslušajo. Kdo? Valjda nas poslušajo. Ja, sam to je res. Vemo se mi raj posvetiti vladanju. No. Živa, Peli iz prihodnosti tule. Še preden se posvetimo vladanju in tokratni epizodi, poslušamo citat o vladanju, ki ga tokrat prebere nihče drug kot gospod predsednik Milan Kučan. Izvolite lepo, prosim, gospod predsednik. Naj povzamemo. Dobro je znano dejstvo, da so tisti, ki si najbolj želijo vladati ljudem, ipso facto najmanj primerni za to delo. Da povzamemo povzetek. Nikomur, ki se zmore prikopati do predsedništva, ne bi smeli za nobeno ceno dovoliti, da bi to upravljal. Čisto na kratko povzetek. Problem so ljudje. In tako naletimo na naslednje stanje. Na celo vrsto galaktičnih predsednikov, ki tako zelo uživajo v slasteh in opravilih oblasti, da skoraj ne opazijo, da je v resnici nimajo. V senci za njimi pa kdo? Kdo bi sploh lahko vladal, če tistim, ki si tega najbolj želijo, to nikakor ne sme biti dovoljeno. Gospod predsednik, najlepša hvala za tale izvrstno prebran citat. Tok smo počaščeni, da se počutimo, kot da bi ravno kar začutili, kaj je to neverjetnostni pogon. Res noro. Hkrati pa še shout-out imel kolege iz podcasta LDGD, ki so nedavno objavili odličen intervju z gospodom predsednikom, pozavajo v zapiskih, mi pa nazaj na debato o vladanju, pa še marsičem. No, dajmo. Ja. Vladanje je zelo stvar. Ja, očitno je vladanje res zajebana stvar, ne, zato ker v bistvu. Meni je ta definicija všeč, no. Sam to bom rekel. Ne. A kaj, kako dobiti pravega človeka za to? Ne, kako dobiti, kaj mislim, da tisti, ki hočejo vladati, so definitivno najmanj pristojni za to, da bi nam vladali. Ja. To se mi zdi kar. Ja, zato, ker verjetno to pač počne z nekih, želja po vladanju je najbrž z nekih napačnih nagibov. Ne? Ja. Veš, ker nekdo, ki želi priti v to funkcijo, ne, je verjetno precej egoistično usmerjen. Ne? Ja. In ta pa glih ponavadi ni primeren za neko, da bo nek ljudski blagor gledal. Ja, tako da. Ja. Ponovadi jim tudi manjka empatija. Ja. Razen redkim bomo rekli. Ta novozelandska gospodična premijerka, ta je res tako, se mi zdi. Če ni bil Markus Aurelius ta zadnji. Markus od tipov zihar. Ja, od tipov zihar. Tako da, dragi politiki, berite malo Markusa Aureliusa, pa druge stojke so te kaj navadili, ker tam oni, bomo rekli, razumejo stvari, no, tako, malo drugače, kot se greste že, kdaj je Markus Aurelius vdapel papke. Rečemo 1500 let plus, ne? Več, 1700, tam nekje, no. Na okrogel, tako da ne, gospodična z Nove Zelandije, oziroma gospa, ne, premijerka. Gospa je, tako. Ona obvlada. Ostale pa. Ne, pa se je kar neki punce je zelo izkazalo. Tudi tu na Finska, ne, ni bila. Točno, ja. Res je. Očitno mora, mislim, a ni tukaj jasno, ne. V bistvu, da bebe pridejo pa rasturajo. Mislim, da kvote ne bi smeli loviti sam v parlamentu, ne, da bi pač to mogel biti dejansko tudi zastopano v samu vrhu, ne. Absolutno. Ja, mislim, lej. Definitivno se strinjam, da daš neko število mest. Ja, veš, tudi pri nas, pa malo ne, pa smo imeli tudi ne, bila tudi gospa Pivčeva je bila, pa ni se dobro iztekla. Tako da imaš, a veš, ne? A to imamo pa epizodo Pivec. Ja, a veš, in kdaj založba Pivec. Kdaj katere ne rata, ne? Tako da nisem. Ne, pa sej kaj, se edino primerko, ki smo jo imeli, je bila Alenka Bratušek. Ja, ne govorimo o premijerki, čistko, veš, govorimo pač o vladanju ali pa o ljudeh, ki so sposobni. Ne? No, ampak poglej, Alenka Bratušek
nas je v bistvu obvarovala trojke iz grškega primera. Ne? Ja, To je pa res, to pa je, res, ki ga je zdajšnji primer prijazno povabil. Vabil v bistvu. A bi on, misliš, da bi on tudi vabil trojko, če bi bil še zmeraj na oblast? Najbrž ne. Ne, verjetno ne. A je bilo to retorično vprašanje? Ja, se ni treba odgovarjati. Ja, no. Če povzamemo povzetek, v bistvu nobenemu, ki se prekople, tam je všeč, da se prekople do predsedništva, Yep. ne bi smeli dovoliti, da bi pač to delo upravljali. Ampak nič pa ne govori o puncah, tako da mi smo to nežnejši spol smo dobro upleteli in predlagamo, da ne. Očitno dela, v parih primerih se je izkazalo, da dela. Zdaj smo koliko 4000 let ali koliko civilizacije, mislim, da 4000 let nekako obstajajo tako v organizirani obliki. Ne? Ja, tam nekje, ja. Za tiste, ki vemo. Dajmo probati saj z naslednjimi 100 leti s puncami, pa da vidimo, kako se bo išlo, pa pol spet lahko. Mislim, zdaj se je slabš, kot to ne Se strinjam, dajmo probati. Planet je, tle kar je, ljudje vidimo, da so razdvojeni bolj, kot so bili, ne bolj, kot so bili kadarkoli, ampak še bolj, kot so, malo bolj pa so kadarkoli. Najbrž so bili kdaj že tudi tako razdvojeni, ampak mi pač gledamo. To je skozi. Mi gledamo svoje perspektive. Da je to tako, ja. Tako. No, ampak v glavnem, kljub silnemu napredku se zdi, da nam ne gre na boljš. V bistvu nam gre, kazalci kažejo, da nam gre na boljšne. Vse se povečuje, sam po drugi strani pa se pa neke stvari dogajajo, ki mogoče niso tako fest. Zato pa hodimo naokol. Zdaj že hodimo naokol. Ja, hodimo, letimo. Ja. Ampak veš, dokler je to za turistične namene, to nič ne pomeni. Ja, no, pa to se bo vse razvil. Veš, v bistvu v končni fazi se je ponavadi zmeram neki za vojsko razvil. Ja. Zmeram smo začeli, tudi računalnik so razvili za vojsko, vse stvari, prednje je prišlo to internet, v neko civilno rabo. Tako. Mogoče je, da začnemo enkrat z nečem miroljubnim odkrivati neke stvari in vse skupaj, pa bi bilo, pa najbrž ne bilo glih toliko slabne. Dajmo probati, pa bomo videli. Mislim, očitno bomo. Ne ratuje nam lahko. Le probamo tako, kot smo rekli. Najprej probamo mogoče, da damo za 100 let, da ne ženske to sprovedajo, pa mislim, da se mogoče tudi tukaj to usmeršli. No? Ja, pa dajmo probati še rešiti stvari, ki so tle, pa nam mogoče čisto dobro rata. Zdaj pa nehimo s temi brezplačnimi nasveti za vladanje. Ko bo ljudje mislili, da smo s FDV-ja. Kot premier mogoče. Kaj? A tako kot premier? Ja, mogoče. Ja, premier, pa sekretarji, pa to vse. To oni tudi s FDV-ja. Ampak, a vidiš, toliko cajta smo se vrteli, kamačko, okrog vrele kaše, ampak če pa se vrnemo nazaj na knjigo in čisto na kratko povzamemo povzetek, problem so ljudje. Vidiš? Tako. Kje se za J? Par folko, valjda. Absolutno. Ja. Itak, in zdaj, ko smo to tako dobro razčlenili, pač nimamo o tem več govoriti. Ja, ker pač smo ljudje. Ja. Ker smo ljudje. Mislim, mi lahko v teoriji razvijamo svašta klele, Yep. Ampak na koncu pridemo do tega problema, da smo ljudje problem. Ker dejansko, a veš, če tako gledaš, je bil komunizem v bistvu idealen sistem, Socializem ali komunizem? Komunizem, socializem je prehod v komunizem. Vse to vem, ampak najprej že socializem ampak je komunizem je pa una ultimativna komunizem besedo bi mogli dejansko zaščititi. Zaradi tega, ker nobena država nikdar v zgodovini Zemlje, tudi Sovjetska zveza, ni uvedla komunizma. To je res, ja. In sama beseda komunizem je pač utopičen sistem, zaradi tega, ker smo slišali v knjigi, problem smo ljudje, ni mogla nikoli zaživeti.
Mislim, na papirju se vse fino, fajn sliši, tako kot marsikaj drugega, ampak to dejansko ne živi v praksi. Če pa ne razumete, zakaj ne, predragamo pa, tako kot smo že večkrat povedali, drugo knjigo, George Orwell, Živalska farma. Kratka knjiga, vse bo jasno. Super, vam bo tako jasno, kako stvari evolvirajo in kako eskalirajo. Tako je. Kaj sem študiral? Če ne bi dejansko vladali ljudje, ampak recimo komunistični roboti, a veš, da bi oni ufurali komunizem. To bi pa verjetno šlo. Sam bi jih mogel sprogramirati tako, da ne avzglaze, pa da nimamo pol komunističnega terminatorja. Zdaj pa, Jaka Tomc, to je ideja za naslednjo serijo knjig, ki boš imel. Tale Primo je super, ampak daj uveče komunistične computer overlorde. To bi bilo tudi nekaj za to bi bilo tudi nekaj za predelati. Ja, se strinjam, da komunizma še pač ni bilo takega, kakor je v teoriji napisan. Tako da, a veš, mislim, lahko bi to zaščitili, pa vsakega, ki bi to besedo omenjal po nemarnem, bi ga lahko pol tužili. Da oglobiš ljudi zaradi tega, ki po nemarnem govorijo. Mislim, ki pluvajo po eni stvari, ki je načeloma čist ok, Mislim, v bistvu sploh ne vem, noben še ni probal, kako je, ker to, kar smo imeli, kar so imeli, sigurno to ni. Vsi sovražniki komunizma na svetu, noben še ni prebral nič od Marksa, Engelsa ali koga tretjega. Ker oni pač sam sovražijo komunizem zato, ker jim je to povedal Ata. A veš, ne? Ja. Po večini. Absolutno, ja. Mislim, ni, razen redkih izjem, mogoče 2 promila prebivalstva na svetu, se pravi politologi, te zunga faksa, ki je premijer. Pa Kumrovška šola. Pa Kumrovška šola, ki so pač premijer. Fuck, pizda. The plot thickens. Ja, ok. Tako, a veš, tako da v resnici ljudje ne vejo, pa sovražijo samo zaradi tega, ker so jim eni rekli, da moraš sovražiti. Ja. Približno tako, kot ljudje ne razumejo, kako ventilček dela, pa vsak, ne zna vsak več plašča na zračnice zamenjati na biciklu. Ja, vcepljene se pa vsi zastopimo. To pa ja. Zračnice mogoče ne znamo. Zračnice ne, zacepljene pa vse vem. To pa ja. Se ti je jasno, pri on se veže gor, pa se je čist easy. Se čist easy. Ne nekaj. Ja. Tako da, kaj imamo zdaj tukaj? Imamo celo vrsto galaktičnih predsednikov, ja. Ki zelo uživajo v slasteh vladanja in opravilih oblasti. Tako. In skoraj ne opazijo, da je v resnici nimajo. To zgleda, kaj je ena taka čisto normalna družina. Tako, jaz mojo otroka vprašam, kdo je šef? Mami je šefa. In grem. Včeraj sem gledal en film, pa je rekel, ko bom velik, bi bil rad tak deska in moja mami. To je to, evo. Res smo emancipirani, mislim, pravi feministki smo. Nič slabega, tako da v redu je. Ja, no, v glavnem... Ta perti estrogen ti dviguje. Ja, po vseh teh tednih ga bom že ful. Ja, no, ampak... Pridemo do naslednjega poglavja, smo pa pri senci. Kdo je v senci za njimi? Kdo so striti iz ozadja? Kdo so striti iz ozadja? Ker smo pa glih pri tem, je pa tlele Pečina Obešalnik. Na najljubšem podcast predvajalniku nas lahko oceniš tudi ti. Lahko nam pa sam pošlješ Sveto pismo na hvalozaseribe@zopelcom in poveš, kaj ti teži. Citat iz 19. poglavja 2. knjige pa lahko prebereš ti.
ga pošlješ na hvala za se ribe afna.zvplcom ali pa na naši tajnici, če si na Hrvaškem, +386 599 68685 ali pa 0599 68685, če si pri nas doma. Hvala. Vladar vesolja še ne ve za naš podcast. Ti pa lahko poveš za nas še komu, lahko nas tudi podpreš, če ti mesec to omogoča. Veseli bomo vsakega evra, nič pa ne bomo jezni, če boste na mesec za nas prispevali kaj več. Hvala za vse ribe.si. Vsem, ki nas že podpirate, pa res iskrena hvala. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Madonna. Madonna Všeč mi je ta Fjord, stari intro. Moram reči scenaristu hvala, ki ga je nazaj not dal. Mislim, ne intro, outro, mater vola.